Dobro jutro, dober dan. Upam, da ste vi v redu in da se zavedate, da smo bili mi vsi v nekem fazonu principa deli in vladaj. Ampak naša naloga v fazi prebujanja oziroma opolnomočenja človeka je, da vsako negativnost mi transmutiramo v pozitivnost. Celo besedo zlo smo obrnili na glavo in rekli zakon ljubezni obvezno. Pa imamo zlo. Ne? Ampak ta deli in vladaj je bila res precej prisotna in v bistvu smo tudi to transmutirali in smo jo dali deli in vladaj, ljubezen in srečo. To je tisto, kar moramo v bistvu v sebi najprej ujeti svojo srečo, vzljubiti samega sebe in začutiti prisotnost ljubezni. To je v bistvu osnova, ki jo rabimo. In kadar enkrat se postavimo v svoj steber moči ljubezni in prave stoične drže, ko se preklopimo iz egota na dušo, takrat res lahko začnemo ljubezen tudi deliti in pridemo do točke, kjer je beseda bodi dovolj. Tvoja prisotnost, naša prisotnost vpliva na kompleten univerzum. In v bistvu iz tega naslova se toliko galaktičnih pripadnikov trudi, da bi mi na prvem nivoju, torej tam tridimenzionalnem, materialnem nivoju dosegli stopno zavesti, kot se za človeka spodobi, ker to vpliva na celoten univerzum, na vsa naša astralna telesa, ki jih imamo. Koliko sem že rekel, ne vem, ne bom dal končne številke, ker ne vem, zagotovo pa ni samo eno. Peta dimenzija nam bo omogočala en kup enih lepih stvari, ki so bile do zdaj pred nami skrite. Satan nas je naredil, da smo sam na polovičko, kakšno polovičko, desetinko, in tudi možgani so nam delali približno podobno tako, kar pa v bistvu zdaj lahko tudi sami zaznate, da ljudje, ki v tem času niso naredili nič na sebi oziroma probali spregledati stvari in so zagledani v svojo igro, oni izgledajo, kada uporabljajo še zmeraj tiste 2-3% možganov in s temi možgani se težko pregovarjaš z nekom, ki pa jih je malo nakravžilo v možgančke, vzpostavil nove nevronske povezave in začel delovati na sebi skozi Mislim, skozi zdaj to je zelo delikatna stvar, mi rabimo, ampak ne za manipulacijo, ampak zato, da lahko te misli, ki so nam dane, povezujemo skupaj in gradimo in povezujemo v celoto te puzzle, ki se nam sestavljajo. Marsikdo s tistima 2% možganskih celic, ki jih še ima, žal ne more nič sestavljati v sestavljanko. Zdaj jaz ne vem, bodo ti ljudje odšli ali bodo nam sledili ali se bodo lahko kdaj pozdravili nazaj. Jaz o tem ne bom kaj dosti diskutiral, naj čas pokaže. Zdaj čas, pa bom rekel zdaj kar zadnji teden, ki je za nami, pa v bistvu teden, ki je pred nami, nam obljublja enako močne, intenzivne energije, ki prihajajo na planet. Tukaj so. Zdaj, odkje so prišle, jaz ne vem. Schumann sem rekel, da je human resonance, torej da smo mi tisti, ki dvigujemo vibracijo. Jaz lahko zase trdim, pa še za koga, ki mi napišete nazaj, da je bil in februar precej aktiven v tem, da ste se odločali, kaj so prioritete in ste mogoče kakšno prioriteto tudi zamenjali. Meni je važno, šta je meni važno, ni je važno, šta je tebi važno. Dio bono, zmer smo tako delali. Možete druge najprej, pol pa šele zase. Najprej zase, in kadar si sam dost močen in dost pri sebi, takrat lahko komu daš kak nasvet, kakšno smernico ali pa držiš ramo ali pa uho zraven, zato da se bom rekel, človek lažje prebije čez to, kar prebujanje zahteva. Jaz sem dostikrat rekel, dajte vršiti stvari čez ramo, kar absolutno drži.
Spet po drugi strani pa dajmo se zavedati, da svojim sranjem se bo treba spogledati, s svojimi spoznanji oziroma spoznanji, kako so vam bližnji delali pravzaprav eno veliko travmo, vas spravljali na rob norega, na rob obupa pravzaprav. Tudi to so težka spoznanja, skozi katera se bo treba prebiti, in tleh sem si zapisal, da ata naš boljš kot takole ne zna. Ni višje inteligence, kakor je ata, a je prav. In on vodi prebujanje, višja inteligenca s svojimi galaktičnimi pomočniki, angeli in tako naprej. Tudi tle ne bom šel v detajle, da se ne bomo haklali, zagotovo nismo sami, nekdo nam pomaga. No in prebujanje je tako, kot je, in je mogoče le tako, kot je izpeljano. Izpeljano pa je skozi travme. Zdaj, mislim, da ga ni na svetu človeka, da ne bi doživel travme in se temu posledično tudi temu primerno obnaša. Mislim, kako je to možno? Bo kar sam zalaufal. Ko vam jaz vse sort pripravim, pa toliko časa pripravljam, da pol pa kar muska zgine, od 8 ur se je vrtela, ne? Sem rekel, zihar se bo še 1 uro, pa ne, evo, zdaj je mogla se prekiniti. Tudi ta ni napačna, čeprav precej podobna. Upam, da si date tudi vi kdaj glasbo v takem podobnem fazonu, angel music, zdravilna glasba, kakorkoli to napišete, boste dobili glasbe dovolj, da si lahko pričarate lepše vzdušje v svojem domu, v svojih ušesih. Temu zagotovo lahko pridodamo ptičje petje, ki je čist divje v tem času. Nekako se pa ne dejte motati med tem, ko vam drugi probajo izpodbijati vaš mir. Tudi tale situacija recimo s tem ozadjem je taka, ne dovolite, da vas kdo vrže s tera. Lahko vas kaj razjezi na kratek rok, ampak ne tega držati v sebi, ker od tega nima nihče nič, pravzaprav imate vi. Vi imate tisto, kar so drugi vam želeli narediti. Defokus, jezo, mržnjo, sovraštvo, težke misli, negativne misli. Skratka, v tem kontekstu dajte te stvari čim prej zmetati stran od sebe, da v bistvu znate reči ne in se v prvi vrsti brigate zase in za svoj mir. Skratka, če sem rekel, treba iti skozi travme, vsi smo šli skozi travme, nekateri so svojo travmo vzeli kot opravičilo, da traumatizirajo lahko druge naprej, da v bistvu posiljujejo s svojimi bolanimi vedenji in nadaljujejo s tem. Nikar te ne jemati tega za opravičilo, da komu želite kaj slabega, mu jemati čas, biti tečen, biti nekomu v breme. Naša lastnost šajerska, če smo rekli, da smo šajerski plemenci, družina, kakorkoli to jemljemo, ne želimo biti nikomur v breme in nam je mar za naše ljudi še kako zelo, in zaradi tega mnogi probamo se angažirati in aktivirati in probati razložiti, kar razumemo v danem trenutku. Vsekakor smo vsi v procesu, in če eno stvar sem razumel 2 meseca nazaj na nek način, pa jo danes malenkost drugače razširjeno, je to sam plus. Marsikaj smo si mogli pointerpretirati in verjamem, da sem se tudi jaz v marsičem znotraj zadnjih 2 let tudi kje uštev, ampak nič drastičnega. Pravzaprav vse, kar je, govorimo o prispodobah ene velike sile, o kateri smo milijonkrat že rekli, to je ljubezen, in res je vredno njo občutiti v popolnosti. Ni ljubezen neki med enim človekom pa drugim človekom, tisto je bila bolj kazen narcistična. Ljubezen je nek zelo širok pojem, ki bi strašno rad želel, strašno si želim, da bi ga vsi dojeli, ujeli, uhvatili in zaživeli v popolnosti. Življenje je prečudovita stvar in
dajmo razumeti, da to, kar prehajate zdaj, je samo čistka. Čistka tistih stvari, ki niste jih naredili tako, kot se zagre, ki so bile travmatične, stvari, ki jih boste morali pustiti za sabo. Ne morete v raj pripeljati prikolice stare šare, ker v zlati dobi, v kristalni dobi ne boste rabili nič od starega, prav nič. Še tisto, kar ste v šolo hodili, boste se mogli naučiti, tako religiozne stvari, tako indoktrinacijske stvari, tako tisto, kar ste bili vzgojeni. Smo bili vzgojeni, jaz sem vse te stvari dal na stran, se odnaučil in želim delovati iz novega vzgiba, ker pravzaprav mi kot ljudje smo zelo redki, jaz nisem, redki so, živeli v stiku s svojo dušo, večji del pa smo kar capljali po principu matrice, ki je narekovala tempo, kako in kaj naj bo, kako mora biti, kaj so zdaj splošne družbene norme, tako mora biti, tako se ne sme in tako naprej. Skratka, to so nam narekovali tisti, ki so v bistvu se izkazali v zadnjem času za največje kriminalce, brutalce, brutalni so ti ljudje, osebki, karkoli že so, enostavno ta pedofilija, genocid in tako grozne stvari, adrenokrom, trgovanje z organi, v bistvu pripravljanje terena za vse splošno človeško zastrupljanje, vse te stvari nekako se mi zdi, da zdaj pa že vidimo praktično vsi. Edino ne morem nekako razumeti, zakaj ljudje, ki so do zdaj stran gledali, še vedno gledajo stran. Zdaj meni to dokazuje samo to, da pač želijo, da sistem je, i ako je strupen, i ako je zelo slab, veste, en red mora biti, pa če tudi je slab, to meni malo nakazuje na to, da so ti ljudje nesposobni živeti sami, v bistvu so tako degradirani, tako zlimitirani, da v bistvu ne morejo stopati na svoje noge in zato podpirajo sistem, ker sami itak ne morejo živeti, ne. Oni rabijo enega, da jih vodi, čeprav jih vodi direkt v klavnico. Saj ovce imajo tudi rade svojega pastirja, čeprav pastir je točno tisti, ki jih bo spravil na ražen, ne? Mislim, a vidite, kako meni probajo nagajati te temne sile s temi, čist simpel, muska mora šibati in naj šiba, ne šiba. Tudi vam nagajajo, nič bat, ne se dati motati in ne se trudijo, v bistvu vse skrivajo se niti več, ne. Pravzaprav, kada bi tel res reči, dajte nas tle videti, taki smo, grdi smo, eliminirajte nas. Prav v tem kontekstu se mi zdi, da že grejo stvari, ker so toliko obvious, da je toliko noro, da jaz ne morem, enostavno ne morem več razumeti, naverjeti, ampak nič hudega. Zdaj, mi šajerci, ki se preklopimo na dušo, bolj ko se priklapljamo k sebi domov, na svojo dušo, bolj se nekako lahko naslanjamo na občutke, intuicija, vse to ne laže in ne zapadete pod trike teh, ki pravijo, ja, če ne vidim, pol ne obstaja, ne. To so ljudje brez domišljije, ne znajo si predstavljati, ne morejo se domisliti nič novega, kot samo izključno program, ki ga imajo. Zdaj, program, ki so ga imeli, je bil narcistični prijemi, so v bistvu znani pravzaprav po celem svetu in to je nekih, bom rekel, par nekih teh prijemov, ki jih imajo in zdaj, ko mi prepoznamo te njihove prijeme, pa vidimo, da ne funkcionirajo več, ne morejo jih več uporabljati, če pa ipak vidimo skozi njih. In je zanimivo, ker v bistvu oni te programe so imeli, zdaj mi jih vidimo, oni ne delajo več ti programi na nas, ne? In oni se ne znajo nič drugega spomniti. In zdaj, ker v bistvu se vrtijo v tem istem ciklu budaleštine. Zdaj meni je zelo žal za te ljudi, da ne znajo odpreti oči oziroma reči, sorry, jaz sem nekaj hudo zajebal, jaz bi rad bil boljši človek, a mi lahko kdo pomaga. No, jaz komi čakam, da se kakšen tako glasi, da ne bo zdaj izgledal, da koga žalim ali pa ponižujem, ker to ni res, ampak žal je pač žalostno videti to zgodbo teh limitiranih ljudi.
Ampak beseda oprosti pa ni nekaj, kar se ne bi dalo reči. Celo oni so od nas zahtevali, da se jim opravičimo. Tako da mogoče bodo prišli zdaj do točke, da se pač dočiče i red na nas, ne? Iz daljine ponekad se čuje glas, dočiče i red na nas. Ja, mi Šajerci čutimo svašta, med drugim čutimo pripadnost zemlji, ki je pravzaprav naš dom, in čutimo vrednost tega raja, v katerem smo se, v katerega smo postavljeni. In ta raj je za nas raj. To ni nekaj, kar, pač tle živimo, pa se vse en kaj pustimo za sabo. Mislim, verjetno vi, ki ste starejše šole, ali pa mi, ki smo starejše šole, smo vsi slišali, da planet nismo podedovali od naših dedov, ampak smo si ga sposodili od naših vnukov. Tako da, meni se je to zapičalo, jaz enostavno, meni to ne bi rabo niti noben napisati. Treba je skrbeti za okolje, v katerem živiš, ker pač nisi sam v njem. Ne? Zdaj, nekdo si je pač zamislil upravljati vode, drug si je zamislil upravljati drevesa, pa ker niso to strokovnjaki, ki bi obrezali, oni to z motorko vrhove pobijajo, pa je. Pač to zelo žalostno je gledati, ampak verjamem, da vsemu temu prihaja konec, ker mi enostavno tega ne bomo dovoljevali več. Bi pa želel, da tisti, ki smo nekje začutili, da vemo, kaj je prav in kaj ne, da tudi zavzamemo svoj stav, in v bistvu ne dovolimo več določenih stvari, barem pri sebi znotraj, in opazujemo, česa vse naj ne bi dovolili, in kmalu pride čas, ko bomo tudi glasno lahko rekli, to ni prav in to se ne dela. In kdor to dela, mora biti odmaknjen, ker če se ne upošteva, bom rekel, naravnih zakonov, a ne, bo brez veze. Samo en zakon velja, a ne? Zakon ljubezni obvezno, zakon ljubezni obvezno, ZLO. Pa imamo zdaj razlago za Slovenijo, ne? Ki so tako hoteli osrati, ne? Ja, v današnjem dnevu sem jaz pripravil kar nekaj materijala za bom rekel, teh mojih teh slikic, ki jih spravim na stran, zato ker se mi zdijo zanimive in rad jih delim z vami, čeprav dostikrat do njih sploh ne pridem, pa sem jih zdajle kar nekaj več našvasal, pa vidim, da ne znam nehati v 17 minutah uvoda narediti. Jaz ne vem, kam to pelje. V pogubo že ne. Evo, tlele imam čisten tak primer. Kadar mi neprestano premišljujemo in razmišljamo in ne vem kaj overthinkamo, se temu reče, takrat v bistvu mešamo v svoji glavi stvari in ne moramo jasno videti. Kadar pa mi, to je pa desni kozarec, kadar pa mi se umirimo in smo v svoji tišini, to se lahko primerja z meditacijo, a ne? Takrat pa se stvari vidijo jasneje, a ne? In zaradi tega nič ni tako, kot zgleda, oziroma vse je tako, kot mora biti, le možgane dajte mičken na off. Torej, nehajte razmišljati. Dajte se prepustiti, ne misli pridejo same po sebi. Ko pride negativna, jo fliknite takoj čez ramo, kar vam ne koristi. Skratka, pretirano razmišljanje vas ne bo pripeljalo do jasnosti, ok? Če mislite, še tole moram nekaj preštudirati, kar nehajte, ni v redu, ne pride zraven. The deeper you heal, se pravi, bolj ko se ozdravljaš, višje se dviguje prečka, prek katere vas lahko dosežejo. To se jaz predstavljam tako, kot eno lestu. In to ne prihaja iz arogance, ampak zaradi protekcije miru, protekcijo pred dramo in you work so hard, tako pred dramo, in mi smo na tem delali mnogo. Jaz želim svoj mir, pa pika. Drama zame ni in vidim ustvarjalce drame, kako mi želijo dvigati dekel, ampak ne. Jaz sem precej časa delal na tem, da imam svoj mir, in meni verjemite, da ne dovolim, da mi je mir kaljen. No, in to novo poglavje zahteva, da ste manj dosegljivi za katerokoli vrsto strupenosti. Torej, toksični ljudje, toksične situacije ne smejo
priti v nas in do nas in v nas, zaradi tega, ker nam ne prinašajo prav nič dobrega za nas. Evo, ta slika je tudi precej pomenljiva, doskrat v življenju smo se takole zahaklali, ker je nekdo rekel, ja, midva so frenda, ja, jaz tudi tako mislim, kot ti, Turšič, ja, jaz tudi, pa vidiš, da od zadnje dobiš po klamfi. Bodite previdni, komu podajate stvari, kaj komu podajate, tudi jaz sem okrog tega zelo previden. In ako se javno izpostavljam, to še ne pomeni, da sem na kljukci in sem na voljo vedno in vsakomur, seveda, vedno sem pripravljen odgovoriti, mislim, da nisem še nobenemu ne odgovoril, če se je hotel kontaktirati z mano, kaj se pa z njim pogovarjam, do katere mere, to pa seveda odločam sam. Bodite previdni, niso vsi prijatelji, ki pravijo, da so prijatelji, a ne? Smo že pogruntali, narcis se ti zlaže, ki pa nemudoma. Tako da bodite previdni. The time is coming when everything that is covered up will be revealed and all that is secret will be made known to all. Luka je zapisal v Bibliji, da prihaja čas, ko bo vse, kar je bilo prikrito, razkrito. And all that is secret will be made. In vse skrivnosti bodo videne vsem. Vse skrivnosti vseh bodo videne vsem. In vam sem že večkrat rekel, meni se pač ne da določenih stvari skriti, marsikaj se verjetno še da, ampak če dalje več stvari vidim, pravzaprav občutim. Zaradi tega, ker zelo močno in zelo ostro spremljam stvari, situacije, besede, zaplete in tako. In vidim, kako se ljudje kajlajo in med tem, ko iščejo rešitev, begajo kot kura brez glave in med tem pač delajo napake, to je meni jasno. Tako da želim vsem vse dobro, da nehate begati in da najde vsak svoj mir in da vsak res začuti to primarno povezavo z dušo, no. Evo, narcist vam ne zlomi srca, ampak vam zlomi vašo dušo, vašega duha in zato traja toliko časa, preden se ozdravimo iz narcističnega odnosa. Zdaj, jaz sam imam ne tako zelo, bom rekel, v partnerskih vezah preteklih, nisem imel tako izrazitih narcističnih partnerice, no. Moram pa reči, da poznam kar nekaj primerov iz življenja in kar nekaj primerov sem prebral o tem. Človek se zlepa ne pobere iz travmatične izkušnje, ki jo je imel z narcisom. Zdaj to velja tudi za starše, partnerske vezi, sodelavci in tako. Ko si enkrat čustveno zlorabljen ali pa spolno, od tega se lep čas človek ne pobere. In želel bi, da čim prej znate te stvari flikati čez ramo, jih dati v spominsko knjigo in odložiti na polico. To je del vas, ne morete ga zanikati, ne rabite pa ga premlevati v glavi in zaradi tega biti žalostni, v strahu, v jezi, sovraštvu, mržnji, jaz ne vem, maščevalnem duhu. Te stvari nam niso dobre, to je enostavno nam nizka vibracija. Mi želimo iti v veselje, radost, mir, spokoj in tako naprej, v kreativnost in to so tiste frekvence, vibracije, ki jih mi iščemo, rabimo in hočemo imeti. No in evo, to je tudi ena dobra prispodoba. Moj največji problem je, da opazim vse. Zdaj, problem zame? Niti ne. Problem za tiste, ki so opazovani z moje strani. Zdaj, Q nas je opozoril, hunters became hunted, torej bili smo na tarči empati strani narcisov, zdaj pa so se stvari malo obrnile in imamo empati vse narcise na nišanu, ker vemo, kako delujejo, vemo, kako dovolimo, da se nadaljuje naprej in deluje in valjda opazujemo, kje je treba porezati ta egoistična krila. The body becomes what the foods are. Tako telo postane, kar vi jeste in duh postane to, kar so vaše misli.
kakršne misli vnašate vase, ne morete pričakovati veselja, če pa rinete v sebe jezo. Ne smete dovoliti, da v vas prihaja stres, jeza, sovraštvo, mržnja, ker to vpliva na vašega duha in ne, nočete vi tega. Zato še enkrat opozorilo, no. Ima nas, koji ne tražimo puno. Nas je kar nekaj, ki v bistvu skromnost se enkrat prižge, kadar se človek priklopi na dušno stran, in res ne rabimo dost. Je pa res, da želimo občutiti, ljubimo, želimo občutiti in rabimo to toplino. Kar nekaj nas je, ki ljubimo iz duše in ne iz koristi. Ne? Zdaj smo zaznali, narcizem je zaigral neke vrste ljubav, nas zamrežil in tako, ampak to je bilo vse iz koristoljubja, ne? Mi želimo ljubiti iz duše ven, zaradi tega, ker to je naše primarno stanje, ne? To, kar smo zdaj živeli, to, kar smo živeli tisočletja, je v bistvu čist majhen procent naših potencialov smo zares živeli. Stay away from people that can't see any wrong. Tako umaknite se od ljudi, ki ne vidijo, nočejo priznati, da je z njihovimi dejanji karkoli narobe, ampak absolutno pa vidijo vsako najmanjšo greško, pa še zmislijo si jo ali pa jo spotencirajo, če je ta greška vaša. Ne? Torej, to je manipulacija, to je toksičnost in stran od teh ljudi, ker jih ne boste spremenili, ne rabite jih razumeti, ker tudi oni vas, tudi pod točko razno ne želijo razumeti, ampak črpati iz vas, ok? Vas izčrpati. I bring myself back to myself, se v angleščini sliši lepše, po naše bi pa bilo, samega sebe sem pripeljal nazaj k meni. Ja, domov pojmo. Being a spiritual path does not prevent you from facing times of darkness, but it teaches you how to use the darkness as tool to grow. Biti duhoven, torej se priklapljati na svojo dušo, ne pomeni, da se ne boste srečali s temo znotraj vas, ampak ta tema vas lahko nauči oziroma temo lahko izkoristite kot orodje za lastno rast. Zdaj, upam, da to znate razumeti. Jaz moram reči, da meni je, pa nisem edini, prav tema pokazala pot ven. Če ne bi bilo teme, jaz se ne bi zrastel, meni bi bilo kar v redu, sem da me ne bi pritiska dvigovali, drugače bi bilo pa meni tudi kar v redu. Tako da na nek način se zahvaljujem temi, ki je verjetno tudi produkt univerzuma, da nas je pritisnila do točke, kjer smo, a ne? Na nek način se zahvaljujem pravzaprav kompletni temi, da mi je pokazala, česa vse sem sposoben sam, kaj vse leži v meni in v nas nasploh. Therefore is no better test on personal integrity than their behalf. Tako. Ni boljšega testa za človeško integriteto, kakor je njihovo obnašanje potem, ko spoznajo, da so imeli okrog nečesa narobe, da niso imeli prav okrog nečesa. Tam vidite. Ja, veš, vidiš, ali popeni, ali ne prizna, ali reče, oh my god, sem res, a ne. Meni je noro, ko se pogovarjam že en čas v začetku korone, ko so preletele informacije o adrenokromu, o trgovini z otroki in tako, pa sem o tem probal se s kom pogovarjati, pa nobenega to ni dosti trzal. Res, tako majhen procent ljudi je trznil na to v kontekstu, fuck, kako to gnusno, kako to morajo delati, ne? Čist majhen procent, ostalo pa, ja, kaj pa češ, glej se tu, tle nej tu, ne? Mislim, res žalostno, Bogu precej. Ampak ok, opazujte. Before a child takes preden otrok začne govoriti, ta otrok poje. In preden piše, on riše. In takoj, ko ustane na svoje noge, začne plesati. A ne? Umetnost je esenca in je osnova človeškega izražanja. Ne? Express yourself. V bistvu
od nas se nekje, človek kot tak bi se mogel izražati to, kar je. Vsak ima v sebi svojo umetnost. Nekdo zna risati, nekdo zna pisati, nekdo zna govoriti, nekdo zna inštrument tak, nekdo drugačen inštrument. Milijon enih izvedb je od lesarstva do umetnost s kovinami. Ni, da ni, vsak po svojih željah in kadar delamo iz srca, ne more biti narobe. Čeprav si spet narcisi to predstavljajo po svoje, a ne. Meni pa tako paše, da te jebem v glavo, a ne, kar nekaj. If you only read the books that everyone else reading, se pravi, če bereš knjigo, če samo bereš knjige, ki jih berejo vsi ostali, potem veš samo to, kar vsi ostali vejo ali pa razmišljajo, a ne. Torej moraš iti malo bolj v globine, malo bolj specialne vede o sebi predvsem. Sicer pa je več kot dovolj, če se človek zna sam vase poglobiti. Zdaj, mogoče boste rabili v začetku meditacijo, nekateri ste šli že čez to, jaz sem rekel, meditiral nisem praktično nikoli, nekaj sem se trudil pa to, ampak generalno zastopam, da meditacija je v bistvu stanje duha, stanje, da je človek v miru. In to je zame meditacija. In nekdo šiva med tem, ko meditira, in nekdo meditira med tem, ko dela kruh. Ne? To je vse, kar je. Nekdo meditira, vsakdo meditira med tem, ko je na sprehodu v gozdu in ni tam zaradi tega, da bo na čas teral čez gozd. Ja, dvigani se bomo iz pepela, ampak burning comes first. Ampak na začetku, preden pride pepel, more goreti. Ja? In za ta del, dragi moji, morate biti pa pogumni. Ja, ne se bati. V bistvu ne se bati. To bi vam rad odstranil. Strah je votel, okrog ga vam nič ni. V strahu smo živeli tisočletja. In garantiram vam, da vas ne rabi biti strah ničesar, ker psi, ki lajajo, ne grizejo. Absolutno pa naj zgori tisto, kar zgoreti mora, kar je neuporabno v novi dobi. Vsi stari vzorci delovanja v novi dobi ne pridejo več v poštev. Tako da spustite. Prej, ko boste spustili, lažje bo. Pust je za nami, tako da spustne. smo pa v postu, to pa ja. Not a soul in the world can take what meant for you. Relax and receive. Tako. Ga ni na svetu, ki bi lahko vzel tisto, kar ti je namenjeno izključno tebi. Relax, sprosti se in prejel boš. Sprosti se, ker ko si sproščen, lahko sprejemaš. Kaj? Misli. Lahko prejemaš blagoslove, ki prihajajo vzporedno, kadar vam kaj uhvatne. Tako da jaz pravim, ni telo utrujeno, duša je zmatrana in praktično vsak izmed vas nujno potrebuje počitek, se uležiti, še lepše, če se lahko na sonce, iti po svojih poteh, torej, če imate radi, naberate zelišča, dajte jih, ne? Če radi hodite v gore, pejte, če radi plavate v mrzli vodi, dajte. Vse štima, vse je ok. Tako, no man is free who is not master of himself. Tako, človek ne more biti svoboden, dokler ni sam svoj šef. Za vse sem sam, je bila ena izmed mojih izjav. In svoboda je, kadar se lahko zaneseš na sebe. Kadar se moraš zanesti za določene stvari na druge, takrat nisi svoboden, a ne? Če si ne znaš skuhati, pa si od nekoga odvisen. Če si ne znaš oprati, si spet od nekoga odvisen. Če si ne znaš nabrati pa predelati hrane, si spet od nekoga odvisen in nisi svoboden. In tako nekako nas je tudi sistem spravil v to, da banko bomo imeli mi čez, zdravila bomo imeli spet drugi čez, izobraževanje tretji. Veste, jaz te glavne stvari sem se naučil, najpomembnejše stvari za življenje sem se naučil sam. In to je tisto, kar bi vam rad podelil, ker tisto, kar smo v šoli dobili, smo pa itak pogrundali, da ne dela, ne, da ni v redu za nas. Ne? Shitty people don't really bother me. It's those sneaky fuckers who disguise themselves as good people who bother me. Torej, mene v srenetje direktni sploh ne motijo, a ne?
motijo in sekirajo pa med ta, bom rekel, kači fakrsi, zviti, ki se obnašajo, kakor da so dobri ljudje. Oja, ti pa mi grejo zadnje čase čedalje bolj na živce, nekako ne dopuščam več, pa mene je toliko ljudi okrog prinesel, ja, jaz tudi tako, kot ti, sem duhovno, pa nekaj, pa sem terapije, pa imam tam neke bobne, imam tudi šamanske, pa tako. Veste, te stvari ne gre, to je laž, šele po dejanjih, pa čas nam je pokazal, kdo je kdo in kam kdo spada, kakšni so interesi pravzaprav. Evo, in iskrenost je za močne ljudi, slabi ljudje in slabiči, bom rekel, ljudje, ki niso sposobni, oni uporabljajo laž, zato ker iz laži so pridobivali, in so nas naokrog pripeljali. Ta se mi zdi tudi zelo dobra, sploh zgornji zapis. Nije zlo ono što ulazi u čovjekova usta, nego je zlo ono što iz njih izlazi. Res je. Ljudje imajo zlobna, boleče besede, s katerimi lahko prizadanejo empata. Ne lahko, se oni ga načrtno. Tako da džavolo je pravzaprav tisto, kar iz ljudi prihaja ven, ne kar gre noter. Oni so ga sprejeli v sebe in ga, ne vem, kva častijo in ne vem kaj, in pol vse, kar bleknejo, je v bistvu zlobno, ima zlobne namene, tako da tudi tam je dobro, ni zlo tisto, kar gre v ljudi, ampak tisto, kar iz njih pride. Tako. Once your third eye, kadar imate enkrat odprto tretje oko, imate veliko odgovornost, zaradi tega, ker vidite vrata, ki bi morala biti odprta za druge. Zatorej pomagajmo drugim videti, kar mi vidimo. Komurkoli se je posvetilo, svanulo, vidi stvari, ima odgovornost, da pomaga osvetljevati pot tistim, ki je ne vidijo. Jaz se z tega naslova precej trudim, ne vem točno, kaj je boljš, kaj je bolj prav, vidim, da pač ta socialna omrežja probajo me stlačiti v neko podan, v neko lukno, da ne bi ven prilezel. Ampak jaz mislim, da smo naredili kar precej. Moja naloga je bila pred 3-4 leti, sem rekel, če bom enega samega zdrmal, sem veliko naredil. Veliko več sem naredil. Tako da sem počaščen in vesel in na nek način ponosen, da sem uspel to svojo, bom rekel, željo ali pa namero izpolniti. Človek ne postaja utrujen od življenja, temveč od laži, hinavščine, prevar in razočaran. Ja, tudi s tem se močno strinjam. Ni življenje utrujajoče samo po sebi, res ne, ampak hinavščine, laži, prevare, razočaranja, to je pa preko glave, to sprenevedanje, podmuklost, noro, ja. Bomo se tudi od tega odpočili, pride kvantni finančni sistem, ne bo treba iti delati, pa bo lažje. Nikoli obleka ni bil gospod, niti halja ni bila dama, karakter je luksus, ki si ga mnogi ne morejo privoščati. Ja, zdaj karakter, to je vsebina znotraj, ni to obleka, tam sodniška obleka, tam doktorska, tle policajska, tam odredarja, tam farmacevtska. Veste, te oblačila še ne naredijo v bistvu karakterja, vsebina se vidi drugače, vsebina skozi nas prihaja drugače, skozi besede, skozi dejanja in dejanja so tisto, kar šteje in biti človek človeku je tisto, kar šteje. Zdaj, jaz vsakega pozdravim, pa veste, 10% ljudi odzdravi, vse ostalo je čisto v govnu, mislim, žalostno, res žalostno. Tam, kjer ne moreš biti to, kar si, ne se lepo prosim tam zadržati. Tam, kjer si lahko tak, kot si, tam pa je. Pejte tam, kjer vas ne popravljajo, joj, ne moš tako, daj bolj potihem, daj bolj umer se malo, In tam pober se dan, bež po svoje, bež v gost pa uživaj, tako rad imaš. Bog ti vzame kapljico, pa ti da ocean. Ja, zdaj
morate razumeti, da dan ljubezni, sem rekel, dan, ki da ti vse in vse ti vzame, torej naj pogori vse, potem pa lahko nekaj zraste, naj gre vse, kar je starega, da bo prišlo novo, in tale zapis pa pravi, to, kar vi puščate za sabo, je kapljica, prihaja ocean. Takoj, ko spustite tisto kapljico, dobite ocean. Tako da ne vem, zakaj bi človek si želel kapljico, če pa prihaja neskončna širina vode. Obstajajo ljudje, ki vas izberejo, ker nimajo kaj drugega zbrati, in tisti, ki vas izberejo, ker ne želijo ničesar drugega kot vas. Tudi vi izberite modro. Maybe life isn't about avoiding the bruises, maybe it's about collecting the scars to prove we shout up for it. Torej, življenje mogoče ni to, da se ubranimo modricam, mogoče je celo zbiranje vseh teh brazgotin, da dokažemo, iz kakšnega testa smo. Jaz upam, da sem vam tole prav prevedel. Vse rane, ki smo jih prejeli med lekcijami, med bitkami, so v bistvu naša lekcija. Klinc, več ran, ki imaš, bolj si ti. It's not about being in control. Kadar se enkrat prebujemo, ni ideja, da je vse pod kontrolo. Ideja je v tem, da smo v poravnavi. Poravnava pomeni, da v bistvu Ata vozi gor naše plovilo in ga vozi, kakor ga on želi voziti. Mi moramo samo poslušati in ubogati ta navodila, ubogati, upoštevati, ker njegova navodila so prava navodila. Torej, če nimate stvari pod kontrolo, nič se ne sekerite, glavno, da ste v poravnavi, to je bolj pomembno. Samo vas nekateri smo se prebudili malo prej, zaradi tega, ker nam je življenje pokazalo temno stran sveta v zgodnjih fazah življenja. Zdaj to zame ne velja čist glih direktno. Jaz lahko rečem, da moja mladost ni bila prav nič napačna. Kasneje sem ugotovil, ampak se pa strinjam, mnogi ljudje so zaznamovani v otroštvu, spolne zlorabe in težke situacije in ulica in vse sort. Tako da nekateri so življenje zagledali prej, oziroma so prej dorasli sami sebi, oziroma tega se spojili z dušo, ker so zastopali, da to življenje, ki so nam ga ponujali, ni v bistvu neka tortica, ne? Malo te ne vole in malo so fini, a ne? Etat, kad so fini, isto te ne voli, samo jim trebaš, ne? Ne marajo te, ampak se finga delajo. Takrat, kadar se ne marajo te, malo so pa fini, se umakne se tako, malo fine delajo, ne. Tudi takrat, kadar se finga delajo, te tudi ne marajo, ampak takrat te rabijo, ne. Ljudje, pač, ki te rabijo, pridejo bližje, prej se pa delajo, da jim ne vrediš ništa, se finga naredijo. Whenever one person stand and say, wait a minute, this is wrong. Kadar se pojavi nekdo, ustane in reče, čak, sem mal, tole je narobe. To pomaga drugim ljudem, da naredijo enako. To je tista revolucija, ki jo pravzaprav čakamo, da se zgodi v ljudeh, da rečejo, pa dobro, pa ne morate me imeti tako za osla, ne? Pa bo drug zraven morda rekel, pa sam moš pa prav jože, ne? Tako v tem kontekstu, dejte se postaviti in reči, to ni prav, pa pika. Če ni prav, ni prav. Ne me jebati zakonodajo, ustava, moralno. A je lagat prav, nehaj lagat, pika. A je krast prav, ne, ni, nehaj krast. Ne, pač, zdaj pa ne morem, ni prav, pika. Po božjim zakonodaji ni prav. Kamoli po vseh ostalih. Ja, vsakdo naredi napako v življenju, ampak to ne pomeni, da morajo ljudje plačevati za te napake do konca svojega življenja. Mnogokrat dobri ljudje se naredijo slabo odločitev, sprejmejo slabo odločitev, ampak to ne pomeni, da so ti ljudje slabi, to pomeni, da so ljudje. Z eno besedo,
ni sramota ali greh s poti stopiti, sramota in greh je po napačni poti hoditi. Tako da vsakdo je naredil napako, nič ni s tem narobe, ne si jo očitati za zmeraj. Vse, veste, kako sem že zapisal, kdo nam lahko obsoja? Čakaj. Prav bom je poiskal. Kako me hecate moje. Bom prav najdu. Življenje je igra, to smo že imeli. Ne vem kam, nekam sem spravil in ne najdem zdaj. Kdo nam lahko narekuje kaj in kako? Aha, tlele sem spravil. Prav bom poiskal zaradi tega, ker sem si zamislil, da vam bom najdel. Kdo smo mi, da drug drugemu dopuščamo žalitev, če pa nam Bog odpušča grehe. Prav? To se zdaj navezuje na tale tekst. Vsakdo naredi napako, ni kaj, ne? Mislim, kdo je zdaj tle nekdo, da bo meni zdaj rekel, zdaj pa napako naredil, ta gor odpusti, vedno. Zaradi tega, ker ni greh s poti stopiti, res ne. Tako da dajte se zavedati, tudi če ste naredili greško v lifeu, to ne pomeni, da morate zdaj pa do smrti jo nositi sabo. Eden največjih zaporov na svetu je dom, kjer nimate miru. In narcis bo vsak mir obrnil v kaos, vaše veselje in radost bo utišal in vaše zaupanje bo spremenil v strah. Ja, to je največji zapor in narcizem je za moje pojme največji virus tega sveta in dokler ga ne prepoznamo, se ga ne moramo niti otresti in se ga ne moramo niti zavedati in tako. Ko pa se ga zavedamo, ga pa lahko izključimo nemudoma. Tako da izobraževanje o narcizmu je zelo pomembno. Tale pa pravi, da v bistvu ne obstaja ne Bog, niti Satan. Bog je pravzaprav simbol visoke zavesti in Satan je simbol ega. Torej, moramo uporabljati višjo zavest, da prerastemo nižje nivoje, kjer se nahaja ego in vse njegove idiotske potrebe. Ja, in kar takole so se naše aluminijaste folije na glavah spremenile v krone znanja. Zdaj upam, da veste, kaj pomeni aluminijasta folija. Teoretiki zarod so v bistvu označeni kot aluminijasto folijo, da ne bodo zdaj neke frekvence letele v glavo, ampak ja, to je prispodoba za teoretiki zarod, postajamo v bistvu kronani z razumevanjem in znanjem, pravzaprav z dotikom do modrosti, ker znamo poslušati misli, ki prihajajo k nam iz mauhe univerzuma. In ja, zaradi tega, ker smo brskali, smo slej ko prej nekaj izbrskali. Ja, kot to je. Čas odloča, koga boste srečali v življenju, srce odloča, koga si želite v svojem življenju in vaše obnašanje bo odločilo, kdo bo v vašem življenju ostal. Bodite previdni, kako se obnašate. Mislim, zakaj si želite prav obnašati do ljudi, ki jih želite v svojem življenju, ali pa pač ne. Becoming multidimensional, da postaneš večdimenzionalno bitje, pomeni, da imaš možnost preskakovanja med različnimi nivoji obstoja, ki so osnovani znotraj našega vibracijskega polja. Torej, mi svojo vibracijo lahko preskakujemo nivoje zavesti, včeraj smo rekli kot neke vrste oktave, ampak to je znotraj nas in mi na to lahko vplivamo, če smo le v miru in smo malo pozorni kaj na te frekvence, vibracije, občutke in tako. Spiritual path is not a path of perfection, tako pot duhovnosti ni pot perfekcije, ampak avtentičnosti, ne? It's about being, gre za to, da postanete, kdo v resnici ste, tudi če vam to na momente ni najbolj lagodno oziroma ni lagodno okolici ponavadi. Vam bo lagodno, da ste, kdor ste,
okolici pa to največkrat ni dobro in se trudi to zatreti. Ja, da bi me užalil, moraš mi najprej nekaj pomeniti, ker pa mi nič ne pomeniš, pa me ne moreš niti užaliti, ampak v bistvu si mi dosadan. Tako, zdaj užaljenost, o tem smo se tudi pogovarjali, ne dovolj biti užaljeni, ker v bistvu vse, kar iz ljudi ven prihaja, je v bistvu njihova refleksija, stanje njihovo in ne tega jemati osebno. Spustite en kup stvari in kup ljudi mora iti stran od vas, kar še ne pomeni, da grejo za zmeraj, ampak v fazi, ko se vi ozdravljate, dajte jih na stran, zaprite vrata, dokler ne sprejmejo oni sami pomembne odločitve, da se želijo spremeniti, če seveda bodo prišli do te odločitve. Bolj pomembno je, da ste se odločili vi, da stopite na svojo pot, na pot miru, uspeha, ljubezni, blagostanja, kreiranja, spoštovanja, človečnosti in še bi lahko našteval. Zavedajte se, da nismo sami, vsi smo ljubljeni, vsem je vse odpuščeno in ni razloga za preplah, predvsem imamo veliko več razlogov za praznovanje. Želim vam prečudovit konc tedna, v nedeljo se vidimo, drug teden pa tudi kaj, a ne? Uživajte, srečno, čau, čau.